Ste etažni lastnik v večstanovanjski stavbi. Kaj menite, kdaj je upravljanje takšne stavbe lahko uspešno? Upravljanje večstanovanjske stavbe je uspešno, če se etažni lastniki zavedajo svojih pravic in dolžnosti ter aktivno sodelujejo. Za več pa poglejte oddajo na TV Ljubljana. Drage gledalke, dragi gledalci, lepo pozdravljeni v oddaji Moj dom. Danes gostim gospoda Petra Kerna, direktorja Inštituta za upravljanje nepremičnin. Lep pozdrav. Pozdravljen. Peter, jaz bi kar vprašal, ko začnimo z osnovnim vprašanjem, a ne? Kaj pravzaprav je upravljanje nepremičnin? Upravljanje nepremičnin je zadeva, ki v bistvu zadeva vse nas. Bodisi da živimo v večstanovanjski stavbi, ali pa da recimo, da se ukvarjamo poklicno s to zadevo. Ne gre samo za neki sklop administrativno, zakonsko predpisanih zadev, ampak mislim, da je tudi skrb za vzdrževanje, predvsem pa za kakovostno bivanje v stavbi. Zdaj, ta področje je v Sloveniji dokaj podrobno urejen. Včasih so rekli, da v bistvu v Španoviji še pes crkne. Tu v večstanovanjski stavbi gre tudi za eno španovijo, če rečem tako po domače. Gre za eno skupnost lastnikov, ki se morajo dogovoriti o načinu upravljanja, zagotovitvi obratovanja in vzdrževanja stavbe. In dejansko tukaj upravnik potem pomaga, da se ti etažni lastniki končno lahko sporazumejo, ker drugače ne bi bilo upravnika, bi se gotovo samo skregali, ne? Ja, saj, če bi lahko lastniki dosegali eno soglasje med sabo, v bistvu upravnika ne bi rabila, ne. Vidimo tudi iz primera stavb, kjer je 8 in manj enot, ker upravnik ni potreben, da tudi te stavbe rabijo upravnika, ker se ne dogovorijo med sabo, a ne. Upravnik je v bistvu podaljšana roka lastnikov proti zunanjim izvajalcem, dobaviteljem, hkrati njihov zastopnik, seveda pa glavne naloge so pa za skrb za obratovanje in vzdrževanje stavbe. Tako, najverjetneje upravnik skrbi tudi, da so zakonska določila potem uresničena tukaj v samih stavbah, a ne? Ja, to pa je če bi rekel, tudi mogoče včasih navzkrižje interesov med nalogami upravnika in etažnimi lastniki, a ne. Imamo zakonska določila, ki jih mora upravnik spoštovati, in včasih jemljejo ta zakonska določila etažni lastniki kakor da so naperjena proti njim. In upravnik z uveljavljanjem, ne vem, recimo kontrolnimi pregledi meritev elektroinštalacije ali pa strelovodov, a ne. Ljudje ne čutijo potrebe, da je to potrebno, upravnik pa glede na zakonsko podlago jih mora izvesti. In tle pride včasih do navzkrižja interesov med etažnim lastnikom in upravnikom in ga včasih jemljejo kot enega tujka, ne. Ampak jaz zmeraj pravim, upravnik ni nekdo na drugi strani, ampak je na vas stran reke in mora zastopati vaše interese, seveda mora pa upoštevati zakonska določila, ki so pa za večstanovanjske stavbe kar jasno določena in predpisana, ne. Pa katera zakonodaja dejansko ureja upravljanje večstanovanjskih stavb po Sloveniji? Ja, osnova je Stvarnopravni zakonik. Stvarnopravni zakonik v bistvu določa upravljanje nepremičnin na splošno. To se pravi vseh nepremičnin, predvsem večstanovanjskih stavb, pa tudi poslovnih stavb, garaž, ne vem, parkirišč. Iz tega ven imamo pa, moram reči, da kar dobro urejeno zakonodajo, ki se veže na upravljanje večstanovanjskih stavb. Tu je pa prvenstveno stanovanjski zakon s svojimi podzakonskimi akti, predvsem pravilnik o upravljanju stavb. Deloma se pa na to področje seveda dotika tudi energetski zakon s svojim pravilnikom o delitvi stroškov toplote. Tako da področje, moram poudariti, da področje upravljanja večstanovanjskih stavb je dokaj dobro urejeno, z enimi navodili, pravili, odredbami, predpisanimi servisi, zakonskimi obvezami. Dočim, to pa moramo tudi povedati, da upravljanje poslovnih stavb je pa v bistvu osnova samo v Stvarnem pravnem zakoniku, ki pa na splošno določa upravnika in tiste osnovne naloge upravljanja. Pa kaj, se bo v zakonodaji se kaj predvideva, da se bo tudi mogoče ta del poslovnih stavb, da se bo bolj uredil? Ker tukaj se res srečujemo dostikrat, a ne, samo Stvarnopravni zakonik to ureja. To imaš prav, Tomas, to veva oba iz prakse, da je to velik problem upravljati poslovno stavbo, sploh če lastniki med sabo, to se pravi lastniki poslovnih prostorov, ne sklenejo med sabo enega sporazuma, akta o ustanovitvi etažne lastnine ali pa
predvsem govorimo o pogodbi o medsebojnih razmerjih, s katero bi določili pravila bivanja v taki poslovni stavbi. Če gledava samo strogo stvarno-pravni zakonik za upravljanje poslovnih stavb, je v bistvu delitev samo po enem ključu, po solastniškem deležu. Kar pa vemo, da tudi v praksi, v življenju poslovnih stavb ni najbolj pravično. Dobro, samo ta pogodba o medsebojnih razmerjih je pa tudi priporočljiva tudi pri stanovanjskih stavbah, a ne? Res je, ja. Moram spet nekako razliko narediti med poslovnimi stavbami pa stanovanjskimi stavbami. Za pogodbo o medsebojnih razmerjih je dovolj v večstanovanjskih stavbah sedaj 75% soglasje etažnih lastnikov po solastniških deležih. Za te poslovne stavbe, glede na stvarno-pravni zakonik, je pa še vedno potrebno 100% soglasje. Ampak ta pogodba o medsebojnih razmerjih, če so prej rekla okrog te zakonodaje, ki pač omejuje ali pa določa to področje upravljanja, je pa v bistvu en dokument, ki bi ga morali lastniki med sabo sprejeti. V bistvu je to, če bi tako rekel, ustava posamezne stavbe. S to ustavo določaš pravila bivanja v stavbi, določaš pravila hišnega reda, varnosti, čistoče, tudi uporabe skupnih prostorov, ampak nažalost te pogodbe niso zaživele v praksi, ste to sama veva. Zelo malo hiš je, da ima to pogodbo sklenjeno. Ja, samo dostikrat se zgodi v stavbi, da mogoče kakšen strošek pa dejansko se ne tiče vseh v stavbi, a ne? Ja. Mogoče kakšen ima svoj vhod v stavbi, pa ne uporablja tistega skupne elektrike v tem in s te v pogodbo se to določa, ne. Zdaj pa, ko smo ravno pri stroških, kakšna je razlika med oziroma kaj so obratovalni in kaj so vzdrževalni stroški? To je osnovna ločnica, ki jo imava v smislu upravljanja, delitve na obratovanje in vzdrževanje. Obratovalni stroški so tisti, ki so neobhodno potrebni za vsakodnevno življenje v stavbi. S tem zagotavljamo dobavo, ne vem, vode, elektrike, ogrevanja, delitev, odvoz smeti. To se pravi, zato, ker rabiš za vsakodnevno bivanje. Za vzdrževalne stroške pa jasno, s tem ohranjaš nepremičnino kot tako, da zagotavlja pogoje bivanja. Govorimo o vzdrževanju konstruktivnih elementov stavbe, streha, fasade. In zanimivo je, mislim, jasno je, da delitev obratovalnih stroškov poteka po 3 ključih. To so opredeljene v pravilniku o upravljanju, po številu oseb, po enotah ali pa po ogrevanju površin, dočim vzdrževalni stroški grejo pa izključno po solastniškem deležu. Ne glede ali bivaš v stavbi ali ne, če si lastnik, si dolžan stroške vzdrževanja kriti po solastniškem deležu. In to včasih je težko ločiti, tudi to bi navezal na to, kar si prej rekel, kaj so skupni deli, kaj so pa posebni skupni deli. In tisto, kar si prej omenil, to je problem, ampak bi bil rešljiv, če bi ljudje v te pogodbe o medsebojnih razmerjih opredelili, ne vem, ta vhod iz atrija je poseben skupen del stavbe in ne tangira vseh etažnih lastnikov, ali pa obratno, ampak tega se načeloma lastniki izogibajo in potem zakonodaja je jasna, če tega dogovora ni, pa tudi odločbe inšpekcije v takih primerih, ko si, ne vem, dimnik gre iz enega stanovanja, pa bi rekel, da pripada samo enem stanovanju, če ni dogovora med lastniki, da je to poseben skupen del, bo padla odločba, to je skupen del in ga imajo vsi plačati. Vsi zaplačajo vzdrževanje po solastniškem deležu, čeprav se ga dobesedno ne tiče, ga ne uporablja. To je velik problem. Ja, in dostikrat ljudje razmišljajo, zakaj moram jaz plačati tam nekaj, kar jaz nikoli ne uporabljam. Ampak s to pogodbo o medsebojnih razmerjih bi se to dalo urediti. Mora pa biti pogodba. Zdaj, za te vzdrževalne stroške se je tudi zakonsko mora biti ustanovljen, ko je stavba stara 10 let, tudi rezervni sklad, in dejansko se vzdrževalni stroški potem lahko plačujejo iz tega rezervnega sklada. Res je, ja. Moram reči, da s novim stanovanjskim zakonom iz leta 2003, ko je bil ustanovljen ta rezervni sklad oziroma opredeljen bil že v stvarno-pravnem zakoniku, da se je na en način to odrazilo tudi v samem vzdrževanju teh naših nepremičnin stavb. Ta element ustanovitev rezervnega sklada je dobrodošla zadeva. Lastniki, recimo, vsaj tako je bilo predviden, z majhnim vlaganjem v ta rezervni sklad, ki mora biti praviloma ločen od premoženja upravnika, zbirajo ta sredstva za vzdrževanje stavbe. Zdaj, če gledamo to našo zakonodajo,
leta 2003 bil ustanovljen ta rezervni sklad oziroma vplačila določena na staro stavbe. Danes po 20 letih imamo še isto vrednost, tako da ta vplačila v rezervni sklad zaostajajo z dejanskimi stroški, ki bi bili potrebni v življenjski dobi stavbe. Moram reči, da je življenjska doba stavbe tudi po zakonskem aktu o pravilniku o vzdrževanju stavb narejena na 60 let. In zdaj, če bi, tako je bilo predvideno, to je malo mogoče tako iluzorno, da bi ti v 60 letih bivanja stavbe z rezervnim skladom nabral s temi vlaganji recimo 30 centov na kvadratni meter, dovolj sredstev, da bi v 60 letih obnovil vse potrebne elemente stavbe. Viva pa, da danes, če vzameš 30 centov na kvadratni meter, tudi fasade ne moreš. To se pravi, zakonodajalcu morate povečati minimalni rezervni sklad. Peter, prišla sva do prvega odmora. Drage gledalke, dragi gledalci, se vidimo čez nekaj minut in dobrodošli nazaj. Dragi gledalke, dragi gledalci, spet smo nazaj v oddaji Moj dom, z mano še vedno Peter Kern, direktor Inštituta za upravljanje nepremičnin. Pogovarjava se na splošno o upravljanju nepremičnin, mogoče prideva tudi, kje so težave, kaj je priporočljivo, tako da bi šla zdajle kar, imam tukaj eno vprašanje, ki me res zanima, kako se pa delijo stroški ogrevanja oziroma toplote v samih stanovanjih, se pravi topla voda, ogrevanje. Ja, to področje je deloma urejeno s pravilnikom o delitvi stroškov toplote. Obvezen je upoštevanje določil tega pravilnika v stavbah, ki ima več kot 4 enote, več kot 4 stanovanja ali poslovne enote. Gre pa v bistvu za osnovni princip, da se stroški v večstanovanjski stavbi, veva, da imajo različne lege posamezna stanovanja, različno izhodišče za toploto, za dovod toplote, da se segreje na eno določeno stopinjo, recimo 22 stopinj. To se pravi, s tem pravilnikom se nekako iznačujejo osnovni pogoji, da te temperature zadostiš, hkrati pa je uvedeno merjenje dejanske porabe z enimi določenimi korekcijami. V bistvu po pravilniku zdaj vsako stanovanje mora imeti nameščene ali delilnike na radiatorje, to so tisti, ki mislim, da si vsi gledalci predstavljajo, tisti majhni delilnički na radiatorjih. To je za sisteme, kjer ni možno meriti direktno porabo na osnovi merilnika, to se pravi kalorimetra za posamezno enoto. Če imaš pa veliko novejših, vsi novejši sistemi, vse novogradnje imajo pa v bistvu svoj kalorimeter za merjenje porabe v stanovanjski enoti, zunaj ponovadi pred stanovanjem ali pa skupni omarici, in tam vidiš točno porabo po kilovatnih urah. Ampak tako kot delilniki, kot ti kalorimetri, v bistvu ne moreš po njih direktno plačati porabe. To so osnova za določitev stroškov porabe posameznega stanovanja. In tukaj včasih trčimo v mišljenje lastnikov, mogoče bi tudi sam tako razmišljal. Meni pokaže kalorimeter tokle, kilovatna ura ogrevanja je tokle, obračunajte mi tokle. Samo ravno ta pravilnik, tako kot sem povedal, postavlja ene določene faktorje za izenačitev lege stanovanj, to so tako imenovani korekcijski faktorji, katere so mogli, ali pa smo mogli z letošnjo novo kurilno sezono v bistvu izračunati na novo. Ti korekcijski faktorji pa izenačujejo pogoje za dobavo toplote za posamezno stanovanje. Prej so veljali izkustveni korekcijski faktorji, ti dobavitelji delilnikov oziroma izvajalci delitve, ta pravi izraz, so jih določali, ne vem, spodnja stanovanja 20% olajšave, zgornja tudi 15%, pa ne vem, izpostavljene lege. Zdaj v bistvu mora to izračunati inženir, ki je vpisan v to zbornico, to se pravi strokovna inštitucija. Ne gre več, da bi te korekcijske faktorje metal po občutku, tako so bili prej. Tako da lastniki pa v tem primeru ta očitek po delilnikih prvič je omejen potem s korekcijskimi faktorji, drugič se pa še deli, mogoče to malo zdaj za koga preveč, še v razmerju 80-20, lahko tudi 50-50, med fiksen pa variabilni del. Lastniki se lahko zmenijo, da se upošteva samo fiksen del
ne vem, 20%, lahko se pa dogovorijo tudi, da se 50%. A ne. In tukaj potem s uveljavljanjem tega pravilnika včasih malo kreganja po stavbah, lastniki tega ne sprejmejo. Dostikrat se srečamo z vprašanjem, pa pride stanovalec pa prav, saj sem mu ves čas vse radiatorje zaprte, pa sem pol toliko plačal, kakor pa sosed, čeprav sem mu vse zaprto. Ja. A ne? Tukaj imamo tudi en pravilnik, ki govori, da manj kot 40% uporabe 40% dejansko vedno plačaš. Vedno plačaš, a ne? To je ta filozofija. Mislim, tudi pravilnik je zdaj tako usmerjen, da v bistvu ne moreš, tako kot si rekel, pravilno 40% plačaš v vsakem primeru, tudi če imaš nulo. Vse to je jasno. Ne? Če bi ti imel svoje stanovanje tam le postavljeno na enem, ne vem, babnemu polju, pa je zunaj 0 stopinj, bi te vse pomrzlo. Tako pa, če imaš to stanovanje v Ljubljani, pa je 0 stopinj, zunaj boš imel ti v stanovanju 15-20 stopinj zagotovo. In ta energija od nekje pride. In je prav, da jo plačaš. To je prav, ta meja je 40%. Ja. Zato tudi pravijo, zdaj ne vem, to pa gotovo ti bolj veš, da je fajn imeti zmeraj termostat na 2, da mehane energije vedno spravljaš not, ker ta energija dejansko k tebi pride, plačaš jo pa ali jo spuščaš not ali pa ne. Ja, imaš čisto prav, ker od same uveljavitve tega pravilnika so ena stanovanja ali pa lastniki ali pa tudi stavbe pretirano varčevale in je prihajalo do kontra učinka pri varčevanju, če tako rečem, ali pa pri porabi toplote, da so bila stanovanja podgreta in se pojavljalo vse več vlage, kar pa ni namen. In je prav, da je odprt, ne vem, na 2 ali pa na 3 ta radiatorski ventil, da zagotavljaš en pretok. S tem v bistvu si, tako kot sva že prej rekla, samo upravljanje večstanovanjskih stavb temelji na eni skupnosti. Tudi tlele si ti delček ene skupnosti, delček celote in ne moreš biti ocean z 0 porabe. Ja, samo pomembno je to, da nič več ne boš plačal, ker plačaš v vsakem primeru tisto. Ja, 40% v vsakem primeru. To je zelo pomembno za naše gledalce, da vejo, da dejansko ni, če imaš na 0, nič ne privarčuješ. Pretirano varčevanje ni koristno ne za njega, ker bo plačal 40%, niti za samo stavbo, ker ti stanovanje podgrevaš. In dejansko upravnik to mora znati razložiti svojim etažnim lastnikom, za katere upravlja to zgradbo. In Peter, kdo je dejansko lahko upravnik in kdaj je upravnik obvezen? Ja, upravnik v bistvu je lahko pravna ali pa fizična oseba, ki je registrirana za to dejavnost. Moram reči, da se trudimo upravniki, ki aktivno delamo ali pa delate na trgu, da je to bolj cenen poklic. No, sam poklic je zdaj cenen. Moram reči, da smo zdaj končno po tolikih letih dobili tudi priznanje kot nacionalno poklicno kvalifikacijo, to se pravi kot poklic, operativni upravnik, ampak še vedno se pojavlja, da na trgu upravljanja, če tako rečem, ali pa upravniki nastopajo one-man bandi z računalnikom, ljudem obljubljajo nizke stroške, ampak upravljanje je zahteven posel, ni samo tisti upravnik, ampak je vzadej še tudi močna finančna služba, tudi finančna stabilnost podjetja, pravna služba, tehnično-zaledne službe. Organizirati moraš vzdrževanje, dežurno vzdrževanje, tako da mislim, da bi bile potrebne še kakšne bolj zakonske regulative, kdo bi to lahko delal, ker ne nazadnje upravnik upravlja zelo veliko premoženje etažnih lastnikov. Ne samo, da ima v skrbi njihov rezervni sklad, to je ena finančna plat, ampak tudi premoženje kot tako stavbe. Zdaj, trg pa, ne vem, trg je pa pač. Dostikrat je to, da mogoče gledajo ti etažni lastniki na tisti evro cenejše upravljanje, kar dejansko sploh nič ne pomeni v celotem tistem znesku, pa kakšni riziki so, če nekdo ne upravlja stavbe tako, kot bi jo mogel. Danes mogoče se je še premalokrat pri nas v Sloveniji dogodilo, da mogoče kdaj zavarovalnica reče, gledajte, niste imeli to pa to narejen, pa še nekako še plača, ampak se bo enkrat začeli, bojo rekli, niste imeli pregledane skupne inštalacije, niste imeli pregledane strelovoda in požarna varnost. Požarna varnost. In da zavarovalnica to enkrat ne bo plačala, potem bo pa to tisti evro nastal krat 1000-krat, dejansko. Ja, Tomas, veš, problem je pri nekaterih lastnikih, pa tudi nekaterih upravnikih, da pojmujajo lastniki ali pa upravniki,
da je dober upravnik tisti, ki v bistvu deli samo mesečno obratovalne stroške. Mi pa nimamo nobenih stroškov, nam pa ni treba nič dodatno plačati. Dober upravnik je tisti, ki lastnikom predoči, kaj morajo narediti, pa če je narejeno, da se tudi plača. Zdaj pa mi smo imeli, iz prakse povem, ker imam 30-letne izkušnje, večkrat težavo, ko smo prevzeli kakšno stavbo od manjšega upravnika, niso delali niti teh osnovnih pregledov strelovoda, meritve elektroinštalacije, ocen požarne ogroženosti. In ko dobiš tako stavbo upravljane, seveda, te zadeve moraš poskrbeti. In nekateri lastniki rečejo, zdaj, ko ste vi upravnik, imamo pa samo večje stroške. Ampak ti stroški so potrebni, tako kot si rekel, tudi zavarovance seveda gledajo, vse bolj gledajo, a si ti požarno varnost izvedel, a imaš tudi meritve elektroinštalacije, oceno požarne ogroženosti. In če je na primer en požar, pa tega ne bo, kdo bo zdaj odgovarjal? Upravnik, ki ni hotel lastnike, recimo, mučati z večjimi stroški, lastniki jo takrat rekli, upravnik, ti si kriv. In to so pri tem, kdo je to lahko upravnik. To pri tem vprašanju, ki si ga sestavil. Največ, kar se pa zgodi, ker niso rekli, da največ, če imaš do 8 enot, ni potrebno po zakonu upravnika. Ampak te stavbe, kjer sami ljudje to delajo, je katastrofalno stanje. In če se kaj v taki stavbi zgodi, Bog ne daj, da se kaj takega zgodi, vprašanje, kaj bi bilo. Spet smo prišli do odmora najinega. Dragi gledalci, smo nazaj čez nekaj minut. Dragi gledalci, spet smo zdaj v oddaji Moj dom, z mano Peter Kern, direktor Inštituta za upravljanje nepremičnin. Imava zelo zanimivo temo upravljanje teh nepremičnin. In zdaj bi jaz kar nadaljeval, upravnik pač je not upravnik in dela svoje naloge. Katere so glavne naloge upravnika, ki jih more po samem zakonu že izvesti? Ja, tista osnovna je, pa mogoče toga res, lastniki jemljajo samo kot eno nujno zlo za delitev obratovalnih stroškov, to se pravi za delitev teh stroškov. Ampak glavna skrb je na drugem delu, na gospodarjenju stavbe, to se pravi skrb za vzdrževanje stavbe, iz tega ven priprava načrta vzdrževanja, predočenje lastnikom, kaj jih čaka v določenem obdobju, recimo načrt vzdrževanja se pripravi za 5 let, potem zastopanje etažnih lastnikov napram tretjim osebam, napram izvajalcem, seveda ena taka obveza, ki se nekateri upravniki bojijo, izogibajo ali pa jim je breme, je vsakoletno sklicovanje zbora lastnikov. Upravnik je dolžan to letno sklicati, izvesti zbor lastnikov, zapisnik predočiti vsem lastnikom. Upravnik mora podati finančno poročilo v svojem delu enkrat letno, pokazati lastnikom, kako se posluje, pa tista glavna okrog tega se ves čas vrtiva, to se pravi skrb za bivalno okolje, če tako rečem, z eno besedo. Kaj pa, če nekatere etažni lastnik ne plačuje, rečemo, ali v rezervni sklad ali stroškov? Kako je to upravnik nekje, ki jih več ne plačuje? Kako to zalaga sredstva ali mu to ni treba plačati naprej? Ja, no, to je zanimiva zadeva. No, saj tudi ta inštrument upravnika je v bistvu uveden tudi s tem namenom, da posamezen etažni lastnik, ki ima svoj solastniški delež na stavbi, v bistvu prek upravnika plača samo svoje obveznosti. Ni te subsidiarne odgovornosti med solastniki, če bila solastnina, je potem lahko vsak odgovoren za ta strošek. V sistemu etažne lastnine, ker so večstanovanjske stavbe, v glavnem 99% določena etažna lastnina in določen solastniški delež na skupnih prostorih, je pa upravnik tisti, ki od vsakega etažnega lastnika pač razdeli stroške po enih ključih, saj smo rekli, obratovalni grejo po 3 ključih, vzdrževanje izključno po solastniškem deležu in ta etažni lastnik je dolžan prek upravnika plačati dobavitelju izvajalcu. In v bistvu upravnik ne sme, ne more prevaliti stroškov neplačnikov na redne plačnike. To je ena velika varovalka za stavbe, kjer je upravnik. To se pravi, vsak lastnik pokrije svoje stroške. Zdaj, upravnik pa seveda, to pa je včasih ta tudi, ne vem, polemika po medijih, te provizije upravnikov gor dol, ampak upravnik je tisti, ki izbere ta sredstva in jih prenakaže dobaviteljem ali izvajalcem. In zdaj upravnik zbrana sredstva mora prenakazati naprej izvajalcem. Zdaj pa res problem včasih, ker ta zbrana sredstva, razdeljen račun,
To ni račun od upravnika, to je račun od vseh etažnih lastnikov. In ta zbrana sredstva niso 100% in nakažeš dobavitelju in oni seveda pričakujejo, da v upravnik ta sredstva založi. Tukaj se pa lahko dogovori, to se lahko javno pove, pa to je za odstop terjatev, da upravnik prevzame te terjatve od tega izvajalca za določeno plačilo. To ni nobena provizija, to ni nobena stvar in tudi ne sme biti povečan strošek za etažne lastnike zaradi tega. To pomeni, da če etažni lastnik ne plača, bi ga mogel ta dobavitelj sam tožiti. Ja, tako je. Ja, in dobavitelji se te zanke premalo zavedajo. Se pravi, vmes je upravnik in upravnik, če je en etažen lastnik, bodiva iskrena, če ne plača temu dobavitelju, ni plačal tudi zagotovo obratovalne stroške, vse ostale stroške in je neplačnik, katerega že upravnik tako ali tako ima ali z opominom, z izterjavo, izvršbo ali pa tudi na sodišču za iztere za pokritje stroškov. In potem je lažje, da se vključi ta izvajalec s svojim stroškom na to skupno izterjavo. Če zdaj poenostavimo vse skupaj ta proces. Kaj pa, zdaj smo se pogovarjali, kakšne so dolžnosti upravnika. Kakšne so pa naloge etažnih lastnikov? Ker tukaj mislim, da je tudi zelo pomembna ta aktivnost etažnih lastnikov pri samem upravljanju stavbe. Ja, Tomaž, čisto prav. Etažni lastniki se mogoče premalo zavedajo svoje vloge v tej skupnosti. Vseeno je to ena skupnost. Vsak ima svojo etažno lastnino, ti svoj kvadratek, ima pa delež solastnine na skupnosti. Seveda, dolžnosti etažnih lastnikov so, da redno poravnava svoje obveznosti, ne se še tako sliši, da v primeru prodaje ali pa spremembe lastništva to javi upravniku, da sporoča število oseb. Mislim pa, da je, ampak to je ta zakonski okvir. Ta drugi del, katerega ti nekako opominjaš, je pa aktivna vloga lastnikov. Etažni lastniki so premalo zavedajoč se, da so oni tisti, ki bi aktivno lahko pomagali skupaj z upravnikom pri skrbi za celo stavbo. Imamo stavbe, ki zelo dobro delajo, aktivni lastniki, predvsem v stavbah veva, da so nadzorni odbori ali pa koordinatorji, ki so včasih zelo aktivni. Imamo lastnike, ki so aktivni. Bom iskren, težko je delati stavbo, kjer ni nadzornega odbora, kjer ni nikoga, ki te opominja. Ta aktivna vloga lastnikov, zavedanje, da gre za njihovo stvar, je premalo zavedujoča. Moramo pa tudi nekaj vedeti, dostikrat pa tisti, ki so zelo, zelo aktivni, mislijo, da tudi lahko upravljajo to stavbo v nadzorni odbor in potem mislijo, da to njihov, kar oni rečejo, da to more veljati. Ampak to pa ni. Na koncu sprejemajo celotni etažni lastniki s svojim deležem svoje odločitve. Je tako, ne? Tako je, mi imamo tukaj odločenje s 50% večino, to se posle rednega upravljanja tako imenovana, pa je s 75 in 100%. Mogoče bi se pa jaz dotaknil še ene zadeve skupnega zavarovanja, mislim skupnih delov v stavbi. Dostikrat se zgodi v stavbah, da pride do kakšne večje škode, naprimer, lahko se pogori eno stanovanje, in takrat se ljudje ne zavedajo, prav vse imam jaz zavarovano svoje stanovanje, ampak če ti povzročiš škodo, pa pogori še 5 stanovanj zraven, ne vem, če bo ta zavarovanje sploh kriv vso to škodo, ker so določeni limiti. In zdaj se veliko že govori, tudi jaz mislim, da zakonodajalcu je bilo predstavljeno, da bi to uzakonili, da bi se skupne dele moglo skupno zavarovati. Kaj pa to? Ja, res zavarovanje stavbe kot celote je zdaj v bistvu zakonsko je potreben sklep etažnih lastnikov. To odločitev, da se stavba zavaruje kot celota, je posel rednega upravljanja. To pa pomeni, da moramo pridobiti 50% soglasje etažnih lastnikov. In zdaj imamo kar nekaj stavb, kjer tega soglasja ni. Moram reči, da prihajam iz gorenjskega konca, kjer je ta problem še bolj izrazit. Stavbe so zavarovane tam 30-40% kot celota. So pa posamezni etažni lastniki zavarovani prek upravnika, nekateri imajo pa sami. In ni ene skupne police. In če se zgodi kakšna, požar, bog ne daj, kakšna taka naravna nesreča, potem je problem s tem deležem lastnikov, ki imajo zavarovan upravnika, popraviti, vzpostaviti nazaj prvotno stanje. Pridržujem se tvojemu stališču in mnenju in to je bilo tudi izraženo zdaj na zadnjem posvetu, nepremičninskem posvetu v Portorožu, da bi moglo biti zavarovanje večstanovanjskih stavb obvezno.
saj požar, izliv vode in odgovornost. To je osnovna zadeva. Vemo, da avtomobile moramo zavarovati obvezno. Zdaj, tukaj večstanovanjske stavbe so pa prepuščene odločitvi večine etažnih lastnikov. In zdaj smo prišli do situacije, ko upravnik ta bonus, ta kvorum 50% težko doseže. Zakaj? Zato, ker pretekla leta, ko ni bilo to obvezno, ko je bilo še 75%, prej pa se ni niti to govorili, so tisti zavedajoči etažni lastniki sami sklenili ločena zavarovanja. In ko prideš kot upravnik na zbor lastnikov, želim, da se sklene ali sprejme sklep, tisti lastniki rečejo, jaz sem to že poskrbel. In tisti, ki niso zavarovani, so pa ostali. Da ni težave dvojnega zavarovanja, ampak ja, to je. To se da rešiti. Iz izkušenj, Peter, vidimo, da je to skupno zavarovanje na koncu prije veliko cenejše, kot pa posamezna. In potem, a ne, skupno se zavaruje določijo, kar se dogovorijo, potem pa, če hoče pa posameznik zavaruje svoje stvari, pa gre tja in reče, to bi bo zavaroval. In to dopovedati etažnim lastnikom je res težko. Na koncu pa to so razlike kar velike, tudi od 50-60 evrov na letnem nivoju. Res je, ja. Zavarovanje prek skupinsko zavarovanje iz prakse, pa tudi ti poznaš to zadevo, je zagotovo 20-30% cenejše. In mi v posameznih stavbah, ko so bili sprejeti sklepi s 50% odločitvijo, da se gre na skupno polico požar, izliv vode, odgovornost, pa lahko še tudi stekla ali pa strojelomno, tudi potres, smo, mislim pa, da je to tudi dolžnost upravnika ali pa tega zavarovalnega posrednika, da pregleda police tistih etažnih lastnikov, ki imajo nepremičnino s deležem zavarovano ločeno. In tako kot se je rekel, v praksi se pokaže, da se iz tega zavarovanja, ki ga ima individualno kot nepremičnino s deležem, prihrani tudi 40-50 evrov letno, ker ne plačuješ dvojnega potem, ne. Peter, prišla smo do konca, tem imamo pa še mnogo, tako da, dragi gledalci, jaz se zahvaljujem, ki ste nas gledali, jaz pa mislim, da bi Petra mogli povabiti še enkrat v studio. Tako, se z veseljem odzval. Ja, zdravo, živ.